Čast nam je, da teče že 19. leto, odkar je občina Ljutomer prejela cepič najstarejše žlahtne vinske trte na svetu, in sicer ob 125-letnici Vinorejskega društva Ljutomer. Danes smo tukaj zbrani z namenom, da trto obrežemo in jo s tem prvim in najpomembnejšim opravilom vinogradnika prebudimo iz zimskega spanja ter s tem poskrbimo, da bo obrodila kvalitetno grozdje, predvsem pa, da bomo jeseni lahko uživali ob odlični žlahtni kapljici, saj, kakor pravi star rek, na škarjah trto rodi. Pomladi je zapela, ko bo gnezdo spretala, ko bo travca zelenila, zelenila lipica. Hvala za besedo. Hvala tudi vsem članom društva, da so mi zaupali to pomembno nalogo. Naj povem, da po tradiciji so včasih začeli na ta dan rezati trto v Prlekiji. Zadnje čase je ta trta že večina porezana, ampak mi bomo to tradicijo, upam, da ohranili. Hvala, upam, da se boste imeli lepo. Želim vam tudi prijetno degustacijo od vin do kulinaričnih izdelkov. Hvala. Lep pozdrav tudi v mojem imenu, skrbniku te naše ljutomerške trte. Nimam kaj dosti dodati, vse so že bolj ali manj vsi povedali. Jaz bom se dejansko bolj osredotočil na res te moje trte. Upamo, da je naprej tako dobro rasla. Jaz bom probal tako rezati, da bo še boljše rasla, se pravi, da še bomo bolj ujačali. Če pa kdo si hotel vzeti kakšen poteključ, da bi se poteknil za saditi kje, ko se doma, da se ne bodo samo zelo vse skupaj. Hvala. Evo to, tako da. Pomislimo za trenutek, kako bi potekalo življenje v Prlekiji brez vinogradništva. Ne gre? Zahvalo za dogodke, kot je današnji, in tudi v krogu dobrih ljudi, ki so poskrbeli za današnji dogodek, si ne trebamo s tem delati preglavic. Svet se nenehno in zelo hitro spreminja. Postaja dosti manjši in tudi vedno bolj dostopen.
In tudi na področju turizma je tako. Na spletni strani TripAdvisorja lahko z enim klikom izbiramo med 320 milijoni ocen o 6 milijonih hotelov, restavracij in seveda atrakcij po celem svetu. In najdemo fotografije turistov z njihovimi ocenami, mnenji in o tem poročajo, kako so doživeli določeno destinacijo. In turisti tudi nas uvrščajo v ta katalog oziroma izložbo najboljših destinacij. In verjeli ali ne, po čem si nas najbolj zapomnijo? Po odličnih vinih. In na zemljevidu so New York, Pariz, London, Ljutomer. Na istem zemljevidu. In res smo lahko ponosni, da ohranjamo to res izjemno pomembno tradicijo. Vinogradništvo je v današnjem času ključnega pomena. In vsi si moramo prizadevati, da bomo v tem sodobnem svetu, na tem internetnem turizmu čim bolj prepoznavni. Vsi se trudimo po svoje, da pokažemo svoje prednosti. In moramo stremeti k temu in naš izziv je, da ko bo kdo pomislil na Slovenijo, bo takoj začutil prlekijo. In da bomo mi vsi turistom pripovedovali naše zanimive zgodbe in da bomo poskrbeli za to, da bodo okusili čim več naših odličnih vin, kajti to bodo potem lahko prenesli tudi svojim prijateljem in bodo se radi vračali skupaj z njimi. Tako, spoštovani vinogradniki, člani vinogradniškega društva, cenjene vinske kraljice, pred nami je veliko novih izzivov. In jaz verjamem, da bomo skupnimi močmi marsikaj uspeli. In prizadevajmo si za to, da bo žlahtna ta naša tradicija najbolj prepoznavna. Seveda se posebno čast štejem, da je med nami danes naš častni občan, dr. Miran Pucelja. In verjamem, da nam bo zaupal nekaj misli in nas s tem spodbudil, da bomo še bolj pogumni, da bomo bolj pokončno stopali na poti do tega, da bomo res to tradicijo čim boljše in na najbolj žlahten način promovirali. Lepo prosim. Še posebej pa bi seveda čestitala danes vsem Jožefom ob godu, še posebej pa velja seveda čestitka in vesela sem, da je z nami tudi bivši župan gospod Jožef Špingler. Vsem želim prijetno. Našim vinogradništvom je približno takole, kot z rastočim drevesom, ki je rodilo bogate sadove. Ampak to drevo smo zanemarili, ga nekako opustili. Vendar to isto drevo skrije v sebi še zmeraj bogate korenine, žive, čvrste korenine, ki zmeraj vzniknejo nove in nove poganjke. Spustimo svetlobo v te poganjke, spustimo življenje v te poganjke, uvodimo tradicijo in sloves naših goric. S tem bomo najbolj bogatili sami sebe, pa tudi naše zanamce, naše potomce, da ne bodo hlapčevali tujini, kot hlapčujejo, ampak bodo doma gospodarili na svoji zemlji. Hvala lepa.